Lep pozdrav v imenu občine Gorje in v mojem imenu. Drage učenke in učenci, spoštovani učitelji, učiteljice, draga ravnateljica, gospod Jože Plin, gospod župnik, gospod podžupanja in predstavnik gasilskega društva Gorje. Namreč med vami je kar nekaj že gasilk in gasilcev in prostovoljcev, ki ste vključeni v humanitarna društva Karitas in Rdečega križa, ki jih imamo v občini. Imamo tudi podmladek Rdečega križa s strokovnim vodstvom naše Petre Krajgar. Namreč vsi živimo za to, da delimo svojo srečo, da znamo ob kakšnih nesrečah tudi pomagati in prav je tako, da pa znamo pomagati, pa je prav, da se izobražujemo. V naši občini delamo veliko na preventivi, torej, če se dotaknem defibrilatorja, je to 6. defibrilator v naši občini. Da je pa ta defibrilator nekaj posebnega, pa lahko se zahvalimo našemu gospodu Jožetu, mojemu dolgoletnemu prijatelju, ki je svojo srečo, sicer na loto dobitki, dobil velik dobitek in je pred dobrim mesecem me obiskal na občini in je rekel, da bi presenetil s novico in pa z njegovo odločitvijo, da občini Gorje podari defibrilator in bo sicer koristil od priložnosti, ko bo takšna nesreča v želji, da se to ne uporablja, ampak da se pa zna z njim rokovati. Mogoče, da ne bo vsak zdaj ne strani. Nisem prej rekla, odvijate to napravo. Takoj se sproži alarm, da so vse. Metulček, cekinček, ti potepinček, ki si pa bil. Primaj ceni cvetki, drobni maljetki, medek sem bil. Mladajko želoček, poln kot sonček, divje nali. Sem rekel Marjetki, drobceni cvetki, zdaj sem pa sit. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni v naših čudovitih Gorjah. Zakaj je današnja slovesnost pred osnovno šolo v Gorjah? No, naše slovesnosti smo se občanke in občani in učenke in učenci veselili že kar nekaj mesecev. No, pred nekaj meseci je gospod Jože prišel z dobro novico in ponudbo, da občini Gorje podari defibrilator. In skupaj smo se tudi odločili, da ta defibrilator namestimo pri osnovni šoli, v želji, da ga čim manjkrat uporabimo ali pravzaprav nikoli, da pa se spoznavamo z rokovanjem defibrilatorjev v primeru, da bo pač potreba po posredovanju in pomoči osebam, ki to potrebujejo. Gospod Jože je postal nekako dobrotnik, najprej v svoji občini, kasneje pa tudi v sosednji občini Gorje, kar izkazuje prav na tokratnem dogodku. No, na vsak način je Jože človek, ki se pridružuje vsem prostovoljcem in na nek način je njegova teza, da če si srečen, srečo lahko deliš z drugim in si še srečnejši. No, nekateri to izvajamo s prostovoljnim delom, med katere tudi štejem tudi gospoda Jožeta. No, ko pa je Jožeta obiskala še večja sreča, pa je lahko tudi doniral tako drag aparat, kot je defibrilator. No, ta defibrilator je postavljen tukaj na osnovni šoli, tako da ga bo lahko uporabljal tisti, ki ga bo potreboval. No, defibrilator imamo že v občini 6 mest defibrilatorjev. Vsa mesta so skrbno označena in za defibrilatorje skrbno tudi skrbimo, zato da so vsi v polni kondiciji in pa možnosti uporabe.
No, ta novi defibrilator je nameščen na osnovni šoli Gorje. Nam je pa velika želja in pa cilj tudi izobraziti vse učenke in učence v osnovni šoli in pa učiteljice in učitelje, da bodo znali z defibrilatorjem rokovati v primeru potrebe. Namreč lahko se nam zgodi, kjerkoli po svetu že smo, da bomo prišli v situacijo, ko bomo potrebovali znanje z rokovanjem z defibrilatorjem in nenazadnje je šola ustanova, v kateri se učimo in tudi to bomo dali v učni načrt v Gorjah. Zagotovo je želja slehernega v Gorjah, da bi ga čim manjkrat potrebovali. Vam pa hvala lepa za pogovor. No, na vsak način občina Gorje mora skrbeti za preventivo, tako skrbimo za opremo gasilk in gasilcev v 2 prostovoljnih društvih. Nenazadnje skrbimo tudi za opremo vseh posredovalcev, ki jih imamo vključene v civilno zaščito. Nenazadnje skrbimo tudi s humanitarnima organizacijama, kot so Rdeči križ in pa Župnijski Karitas, za pomoč ljudem v stiskah. Na vsak način pa je ta preventiva potrebna in zavedamo se in vlagamo sredstva v to preventivo in v želji, da seveda vse, ki imamo razpoložljiva sredstva, da jih čim manjkrat uporabljamo v intervencijah. Zagotovo ste se razveselili današnje pridobitve prav na vaši stavbi v Gorjah na šoli. Zagotovo je to ena taka pridobitev, na katero šola niti ni računala in sem bila izredno vesela, ko so me klicali iz občine, da bo to na naši fasadi pripeto. Naprej pa seveda prva moja naloga bo zdaj vsem učencem demonstrirati uporabo in razmišljala sem, saj ne bojo to otroci potrebovali, ampak bolj razmišljam, bolj se mi zdi, da v tistih kritičnih situacijah včasih otroci še bolje odreagirajo kot odrasli. Mogoče odrasli preveč včasih panični in bodo ti otroci znali to uporabljati, če jih bomo naučili. Dogovorjeni ste bili z zdravstvenim domom na Bledu, da bodo prišli reševalci in bodo pokazali, kako oživljati z defibrilatorjem. Žal je prišlo do intervencije, kar ima prednost. Seveda, gledajte, tako življenje teče, ni se ustavilo tudi zaradi te naše prireditve in reševalci so morali tja, kjer so jih bolj potrebovali. Za to učenje uporabe defibrilatorja bo še dovolj časa. Tudi nekatere naše učiteljice so že šle skozi izobraževanje in tudi one bodo potem pomagale, da bomo res učencem prikazali uporabo tako, kot je prav. Hvala.